Ženska se spomnila tole ropotati s tole špilerco, glih zdajle, ki je največ ljudi tle. Wow, zgleda zelo lepo. Glejte to. Glejte tega malega lepoča. Joj, kako si luškano, glejte ga. Tole mi gre pa na živce. Boste videli kaj. Pa cel dan ga seboj nosim, ne. Živjo družba. Jaz sem sicer na Golteh, ampak odpravljam se zdajle pa direkt v Srbijo. Mogel sem še sem iti nekaj na Golteh, nekaj poštimati, tako da sem včeraj zvečer prišel, sem tle prespal, danes sem to naredil, ene majstre smo imeli in zdajle pa direkt proti Srbiji oziroma, no to vam še moram povedati, doma sem mogel še ustaviti, ker sem pozabil kabel za dron. Drugače imam vse spokano v avtu, tako da sem doma se ustavim, vzamem tisti kabel za baterije za dron in to je to in gas. Počasi napredujemo malo od Slavonskega Broda naprej sem. Imam pa do cilja kar še 4 ure, tako da ja, malo bom pozno prišel, sem malo razočaran sam nad sabo, da sem se tako obiral. Ampak, kaj čmo? Prispel na hrvaško-srbsko mejo. Ejte, je 200 metrov kolone, tu bo 20 minut, tam na srbski bo pa še več, tako da kurc. Da vam pokažem mojo sobco, lejte, sem zelo zadovoljen. Lejte, velika, čista, dosti prostora, ne, to imam jaz ful rad, tudi postelja malo širša, nisem tista 90 centi ali koliko. No, lejte, tudi kopalnica taka, ki mora biti, tako da jaz bom rekel super. Dobro jutro z Kraljeva. Sem mogel kar zgodaj vstati, ker ob 10 se že dobimo tam pred hotelom, pa imam kar peš za delačet z avtom, nisem hotel iti, ne vem, če bo kaj zaparkirati, pa tako naprej. Zdaj ta prvo, kar je pa iščem, enega mobilnega operaterja, ki ima ugoden turističen paket z veliki interneta in lejte, tlele bi moglo biti nekje. To bi točno tlele, lejte, ampak ne kaže, da bi to bilo kje tlele, ne, sigurno ne. Samo okoli sem mogel iti, pa sem najdel. Evo, tole je to, ista stavba, sem na drugi strani. Zdajle prerečkam reko Ibar, čez tale most. Sem šel velikokrat, ker sem šel z vojašnice v mesto. Tegale se ful dobro spomnim. Druge stvari sem pa kar malo pozabil. Tako da se je veliko spremenilo, sicer je to že res dolg časa nazaj. Evo, počasi se zbiramo, avtobusi so prišli, tako da še malo pa gremo. Bila do pre 2000 godina. Prispeli smo do samostana Žiča. Eni so šli z motorjem, eni smo šli z avtobusom. Lejte, veliko jih je ljudi iz Slovenije. Vidite registracije. No, tudi Hrvaška, seveda največ Srbija, ker smo v Srbiji. In en tudi iz Bosne tukaj. No, zdaj pa gremo tamle čez cesto, pa do tegale samostana. Prispeli smo v samostan Žiča, to je pravoslavni samostan. Gremo pogledati noter, kako je tole videti. Wow, zgleda zelo lepo. Glejte to. Super. Tole smo zdaj pa že noter prišli. Glejte, kakšna lepa cerkvica. Jaz se spomnim, da sem tukaj bil že enkrat. 15 let nazaj, ampak se čisto nič ne spomnim. Tle bo najbrž malo kdo začel upati, da se noter ne sme snemati. Nikjer ni table.
prozore radili u jednom delu. To su te specifične rozete. One izgledaju da su isto i jednake, međutim kad se zagledate vidit ćete neverovatnu razliku u tome. I one su odolele od svog vremena, zubu vremena. Ženska se spomnila tole tlele ropotati s tole štilerco, glih zdajle, ki je največ ljudi tle. Čist nobenega občutka. Ne moreš verjeti, res ne moreš verjeti, kako to da ne vidi. Pa neki turistična atrakcija. Malo bi počakala, sem prepričan, da nima tle kakšnega hudega dela, da se je glih tako na svet mudi. Gospa je, hvala Bogu, ugasnila tisto svojo štilarco, drugač pa lejte, cirkuca od odzune res zelo lepa. Veste, da jaz nisem veren, ampak rad pa pogledam takele zadeve iz arhitekturnega pa zgodovinskega vidika. Tudi tole, zelo lepo, prijetno, tako da rad grem pogledati takele stvari. Ima pomalo u ovoj Raškoj školi i kompilacija sa gotikom, pa ovi oštri. Tole je samostan Studenica, najbolj znan srbski samostan. Zdaj pa do enega nesporazuma prišlo, kao mogli biti prej na kosilu. In zdaj gremo nazaj 11 km, potem pa spet nazaj. Nema. Glejte tega malega lepoča. Joj, kako si luškano, glejte ga. Ja, glejte ga, kako je lep. Moj lepi koža. Jo, kako si lep. Zdaj smo se vrnili tle nazaj in človek razlaga naprej, zanimivo poslušati. Je pa tole tudi arhitekturno zelo zanimivo, lepo, kamorkoli pogledaš. Zdaj je sicer sonce že malo druge, ampak gledajte, to, kar je obzidil, je tega kar veliko in je zelo lepo. Še z te druge strani, tale glavna cerkev, bi rekel, ki je sicer sestavljena z dveh. Se pravi, tamle na uni strani je marmornata, to je postavil en drug, tole tukajle pa en drug, ampak se skupaj držita in je zdaj to ena. Tukajle vhod pa stolp. No, tukaj še ena manjša cerkvica, ki jo obnavljajo, je pa tudi stara že skoraj 800 ali celo več let. Tukaj pri tem glavnem obzidju, lejte, je še nekaj, tu so bile včasih najbrž neke stavbe. No, še z te strani cerkvica. Ful mi je škoda, da je tukaj toliko teh tabel, da se z dronom ne sme, ker mislim, da bi bili ful lepi posnetki. Tole mi gre pa na živce. Boste videli kaj. Pa cel dan ga s seboj nosim, Zdaj pa tole, sranje. Tole gor, ki vidite, je trdnjava Maglič. Žal ne bomo šli gor, ker smo se preveč dolg časa ubirali, pa ni kao cajta. Tukaj je bil čas most, ki si mogel čez priti, zdaj tega mosta ni. Ni pa gor to glih deleč. Je pa drona bi spustil, samo pade kakšna kapljica dežja, tako da ga ne bom. Drugače pa vodič je rekel, da tle gor, da so neki paranormalni pojavi, da je enkrat en človek bil koražen, pa je gor prespal in da se mu je zmešalo čis in da je pol ne vem, kva se z njemu naredilo. V glavnem, jaz to ne verjamem, jaz prespim gor čist brez težav. Kadar. Češ,
Drugače tole pa reka Ibar. Zgleda, da imajo tukaj letale, ne vem, kajak, kanu, vidite progo. Lepo, lejte, tukaj je sonce sije, kaj bi bilo fino gor iti, pa žal ne gremo. Dobro jutro, da vam pokažem moj hotel. Vidim zdaj 4 zvezdice. Tole je tole. Tole imam lepo avto parkiran, sem vesel, da je parkirplac to čist zraven, čist za vsak slučaj. Drugač pa malo sem zdaj že pozen, letim v center, kjer se zdaj tam kao neki motoristi zberejo, pol gremo pa v kasarno. Drugač pa še čist na kratko, da povem, kako je bilo včeraj. Včeraj smo imeli žurko, seveda žurko ni veliko posnetku, ker muska je noter, pa slaba svetloba, pa tako naprej. Zdaj, bilo je fino, ampak moram po pravici povedati, jaz nisem za te žurke. Jaz zaspan ratam, pa tako naprej, tako da ni to čist glih najbolj zame. Sem en ta prvih, ki sem šel, pač tako je to. Čeprav moram pa reči, da sem pa na trenutke v muski zelo užival, pa malo to gledal, kako kolo plešejo, pa to lepo bilo videti, tako da, tako bi rekel, ne. Bilo je dober, zame ne to, ker nimam volje za žurke, drugače bi pa še rad povedal, čist preveč hrane. Jaz sem čist poln in tudi zdaj sem komaj zajtrk pojedel, tako da moram s to hrano malo umiriti. No, sicer, to je bilo po programu in je to čist preveč, pa prepozno, pa vse. Nič zdaj pa gas v center, že malo zamujam. Tole je zdaj tole zbiranje pred spomenikom. Ne vem sicer čist točen namen tega, zakaj je to. Verjeten malo zaradi atrakcije. Ne vem, bomo videli. Pa seveda malo druženje, pa tako naprej, ne. Evo, zaključili z ogledom v Jašence. Sicer, malo je bilo problem snemati noter. Tam, ki je en drug nekaj slikal, so pred do njega prišli, da ne more. Tako da jaz pol z GoProjem nisem nič, ker ne, GoPro pa telefon isto sranje, ampak so posod po mojih izkušnjah veliko bolj alergični na GoProje kot na telefone. Tako da sem rekel, z GoProjem ne bom nič, pa jih izzival, sem nekaj malega s telefonom. Ampak gledajte, to v video nisem dajal, ker ne bom, no, ker zakaj bomo kakšne probleme, to imam za oseben arhiv. Tudi verjamem, da tisto, kar sem noter videl, vas gledalce bi to bolj slabo zanimalo, to zanima mene, ker sem čustveno na to navezan. No, je bilo pa izredno zanimivo iti to noter pogledati in sem ful vesel, da sem šel. Že kaj, ko sem prišel, veste, vsi oni spomini, kako je bilo, ko so starši prišli na zakletvo, kako je bilo, ko sem prišel v vojsko tisti dan, ko sem noter vstopil, kako je bilo tisti dan, ko sem ven šel, tam kuhna, kukati sem tam posodo pomival. Zanimivo, pol samo eno stavbo smo imeli vhod noter, ki je tudi muzej. Hodniki čist isti, ki so bili, isto, čist nucene stopnice. No, WC so pa prenovili, ampak razporeditev je pa ista. WC pa uminovalnica, to sta bila dva ločena in je še zmeraj isto ostalo. Tako da, no, tam so nam na tem krugu, so nam dali tiste kamione, ki so bili, rečemo, tam 110-ka, tam 150-ka. To sem jaz vozil, tle sem tudi izpit naredil. Tako da, ful dober, no, jaz sem to ful rad videl. Žal mi je, ker ni bilo
motorjev, tistih Moto Guzzijev v 350, pa Falconcu, ne vem, mi smo rekli Falcon, sploh ne vem, kjera firma je bila, nič ne vem. Tako da, to škoda, ker ni bilo, ampak verjetno, da tega sploh nimajo več, tako da to nismo mogli videti. Zanimiv je bil muzej, vse je isto, no vam povem, vse je isto in tiste oglasne deske, vse, klopce so čist tiste, ki so bile, dober, les so najbrž gor malo zamenjali, tisto, veš, ki je pa betonsko, pa še zmeraj isto bilo, no. No, v glavnem fino je bilo, no, zdaj pol je tam poveljnik kasarne neki spregovoril in je tudi povedal, da na avtodrom Beranovac pa ne bomo mogli jeti, ker imajo nekaj tazga, da ne moramo jeti. Zelo škoda, tu bi šel ful rad, tako da to mi je res žal. Sem pa tam videl z dronom fotografijo v tistem muzeju, pa tudi maketo. Madonna, kakšno to je. Mislim, kaj bi se šel tu človekrat, ne vem, z biciklom ali pa svojim avtom zapeljati, ali pa z motorjem, ali pa karkoli, ali pa prehoditi, ne. Tako da, no, to mi je malo škoda. Tako da, evo, zdaj pa konc tega, imajo še tam kosilo, samo sploh nisem šel, ljudje, jaz ne morem, jaz sem čist, včeraj smo tukaj jeli, to je bilo skus nekaj. Tabori sem fruštakjo. Pridenke so neke take, neki stacga testake krofi ponudili, pa sem tisto 2 pojel. Potem so po avtobusu skus nosili neko pecivo, sem tudi skusil. Pol je bil kosil, ker sem se ga jaz sicer odpovedal, ker nisem bil čisto nič lačen. Sem rekel, če zdajle jem, pol tudi večerje ne bom mogel jesti. Večerja je bila pa zabava, pa to, ne. Tako da sem pol na večerjo šel, ne. Večerja spet obilno, pa moram reči, da je bilo zelo dober. In sem karil. In lejte, niti spal nisem čist najboljš, nisem slabo, nisem pa najboljš. Danes zjutraj na fruštek sem kar vlekel, pa si ne morem še jesti, ne. In lejte, zdajle, če mi plačaš, ne morem jesti, ne. Tako da zdaj jaz grem šele, ko bom lačen, da bom tisto z veseljem pojel. In seveda točno vem, na kaj, na eno tisto srbsko pleskavico, ki jo v nekih takih, ni to fast food, ampak to je to, ki delajo te pleskavice in imajo tam vse žive priloge in ti samo rečeš, daj mi tu, daj mi daj mi tretje, jaz ponavadi zele, pa ko še dam, pa tisto nekaj ljuto imajo, je pa to. Tako da to ponavadi pojem in sej pravim, šel bom pa šele jest, ker bom lačen, da bom tu z užitkom pojedel. Zdajle vam povem, pa rad jem, pa veliko pojem, ampak zdajle, če mi plačaš, ne moreš. Tako da ja, drugače pa bilo ni nobenega, ki bi ga jaz poznal, da je bil moj četi ali pa bi rekel ne četi vodu, ali pa tudi kjer od teh, bi rekel, isti četi ga ni bilo, saj da bi ga poznal, ga ni bilo. Hejte, lahko pa da je tudi dobil, pa pač ne more spoznati, veste, koliko je bilo to nazaj, ko sem bil, to je nazaj 33 let, ne, in veste, da smo se spremenili, ne, tako da, ja. No, zdajle pa letim v hotel, moram imeti na WC, po domače povem, drugače sem malo šel nekam tlele na kavico, tako grem pa v hotel. Pol bom šel pa malo okoli po Kraljevu tlele, še malo razmišljam kaj, v glavnem kaj zanimivega pogledati. Tako da, za vas, ki tole me spremljate pa gledate, naj vam povem, da za vas se bo šele zdajle zanimivo začelo, ne. Tako da, če niste naročeni na moj kanal, se naročite. Spremljajte me tudi na Instagramu, tam tudi lepe slikce objavljam, kratke videe. Bo zdajle naslednje dni še veliko zanimivega.
sem sklenil, da majčkeno tole podaljšam, če sem že toliko časa tukaj, zakaj ne bi bil še malo dlje. Mislim, če sem že toliko daleč prišel, zakaj ne bi pač par dni podaljšal, bom videl, kako bo. Imam neke plane, kaj bom pogledal, nekaj moram še narediti. Imam en občutek, da bo super. Ne, da imam občutek, vem, da bo super, tako da glejte naprej. Evo, Je na levi. tole je to. Jaz se zdaj nahajam 10 km 11 stran od Kraljeva. Zakaj sem pa prišel semle? Lejte, tukaj na teli ladji, ki jo vidite, sem jaz bil pred 7 leti. Tle gor na vrh sem spal, spodaj sem jedel. In tudi vidite, ves ta kompleks, sicer malo je zapuščen. Bom pa zdaj več povedal, se tle kar usedem. Jaz sem tukaj bil, kakor sem rekel, 7 let nazaj z eno kolegico. Bom tudi v opis tega videoposnetka dal 2 linka, tamle mi grejo smrkovci na živce, s tem cross motorji ropotajo. Sej ratujem tak, ke sem bil jaz mlad, ne, sem tudi kakšne take stvari počel, pa sem se čudil, da sem šel ljudem na živce, zdaj se pa nič ne čudim, ke mi grejo na živce za popizdati, tle snemam, pa se tu šliš, ne, pa še more malo gas pritiskati, pa pa tret. Ja, star sem pa tečen, le, slišiš, ne. Pa da mu jebem, se veste kaj, ne. Če bi jaz tudi lastnik bil, tu bi nagonil v tripama. No, in tle, ko sem bil, ta človek, zjutraj sem šel na zajtrk in ga vidim, začela debato. In takoj so se ujela, on je mu tudi diskoteko, ali je mu tle, ali ne vem kje. In v Franciji živel, veste, kakšne zgodbe ima. Prav na lomu bi ga, ke psa bi ga na lomu. Obe dva, lej, pa da mu. No, in ne boste verjeli, kako sva se ujela. In človek, kako gostoljuben, on je dal, sploh ni hotel računati, ne prenočišča, ne večerje, ne nič. Tako so se kar malo mogla skoraj skregati, tako pa itak nisem mogel vse plačati, ne. Poleg sem 2 dni podaljšal, en dan je hotel biti oba 2 gratis, pa en dan sem plačal, en dan je bil gratis. Večerjo eno plačal, eno sem komaj tudi jaz plačal. Tako da super, no, in tle se zdaj, ki me te vse so zmotili, niti ne vem, kaj sem povedal, koga nisem. Link do 2 člankov bom dal. Eden, ki sem ga jaz napisal, ali so Srbi najbolj gostoljuben narod na svetu. Prav zaradi tega človeka sem napisal, ker toliko je bil gostoljuben, pa vse, da ne morem povedati. Ta drug je pa tej moje kolegici Aniti, ga je pa ona napisala, ki je šla z mano, sopotnica, kako ji je bilo tle v Srbiji, tako da v obe 2 je link, pa si preberite. Lejte, jaz sem pa zdaj sem prišel, niti ne vem, a je ta človek tle, a je še živ, ali kaj je, ker pač nimam kontakta. In bom šel sem zato, da njega srečam, ne, tako da bomo videli, a je kje ali ni. Tako da zdaj od spodaj imajo restauracijo, nekaj bom šel spit, jedel ne bom, ker nisem še čist nečlačen, upam pa, da ga srečam, res bom vesel, če ga bom, tako da grem kar pogledati. Evo, bil sem v restauraciji, vprašal za človeka in so povedali, da je umrl pred 3 leti. Ne vem, zakaj sem to malo pričakoval, čeprav ni bil tako star. Zmotilo me je, da tiste ladice tamle ni bilo več, ki je on spal, sicer zdaj vidim, tamle vmes je parkirana. Res mi je žal, ful sem se veselil tega srečanja. Tako da, ja, drugače pa neverjeten človek, vam povem. Jaz sem hotel tudi z njemu intervju narediti, no.
sicer ne vem, če bi bil on za to pa to, ampak on ima življenjsko zgodbo za 10 filmov, ne za en film. On, ko se je poročil, mislim, to mi je prepodobil vse živo, ko se je poročil, je mu svadbo dogovorjeno in na svadbo pride od njegove bodoče žene sestra. In on se zaljubil v njo in je rekel, ili se ženim sa tobom, ili se ne ženim. In sta en dan pred svadbo pobegnila v Francijo, tako da on je tudi v Franciji živel dalj časa, tam ogromno bogatstvo ustvaril, kakor je povedal. Tudi tukaj je tole zadeva velika, ampak nekako malo zapuščeno zgleda, ampak jaz verjamem, da bo še kaj od tega. Sin zdaj to ima, mu želim vse najboljš, mi je Kelnar rekel, da je sin ravno tak, ke foter, gostoljuben, pa tako naprej. Je bil pa tudi šarmer velik, ne, to moji sopotnici je rekel, joj, kaj tukaj lepega, ke ste vi, že dolg časa nisem videl. Ampak veste, to je znal povedati na tak uluden, lep, neprostaški način, da je prav lepo zgledalo. Ni bila ta kolegica moja nič užaljena, ali pa da bi se kaj čutila, da je osvaja ali kaj takega, niti približno. Tako da res mi je žal. Jaz sem mislil, da ga bom tle srečal in sem prepričan, da bi bil tudi on mene isto vesel, kot jaz njega. Tako da res mi je žal, no. Tako da spil sem eno Coca-Colo, zdaj grem pa nazaj v Kraljevo, pa grem mačken, ne vem, sobota je, grem malo po lokalčkih, paše mi. Nisem vam prej povedal, popoldne sem tudi eno urco zaspal, mi je zapasalo, pa sem rekel, zakaj ne bi, ker zadnje 2 dni sem kar malo manj spal, bom rekel. Včeraj sem šel pozno, pa že tukaj sem bil set, da nisem dobro spal. Ta prvi dan sploh nisem veliko spal. Tako da, ja, to je to. No, malo bom šel po Kraljevu, pa bom videl. No, še za konec, da vam pokažem to vse njegovo. Malo bi bilo treba urediti, pa bi zelo lepo vse skupno, tako da bi bilo, ne. Zanimivo. Evo, mene na zajtrku, montiram video. Še malo, pa bo konc. Tlele glih, kar ste videli, pleskavico, ki sem jo jedel včeraj. Ne morem preveč upati, ker je kar tlemle, ljudje so zraven, pa bojo čudno gledali. V glavnem tista pleskavica, veste, kako je bila dobra. In to je bila ta velika, koštala je pa malo manj kot 3 evre. Tako da se da zelo pocen, pa zelo dober najest. V glavnem, no, sem še vedno v Kraljevu, se pa zdajle sam tale video dokončam, se odpravim naprej, tako da zdaj se šele začne najbolj zanimivo. Te naravne lepote Srbije, veliko bo dogodivščin, včeraj sem plan naredil, tako da glejte naprej ostale dele, ker to bo zelo, zelo, zelo zanimivo. Zdaj moram pa pohiteti, dan bo kratek, za videti je veliko, tako da odhajam, več pa v naslednjem videu.